nas v svet in kako svet pripeljati k nam, je v tem mandatu, lahko rečem, ena od ključnih strateških prioritet in to na vseh področjih, tudi na področju mladinske politike. In še posebej na lokalni ravni, zato je izjemno pomembno, da se spodbuja vaše vključevanje v katerokoli obliko mednarodnega sodelovanja. Ne glede na to, ali je tudi samo tehnološko podprta, ali pa je seveda z lastno osebno izkušnjo. To še posebej priporočamo. Zakaj? Zato, ker ugotavljamo, da tudi delodajalci, ko stopate na trg dela, ko iščete svoje priložnosti, izjemno ocenijo, če imate kakršnokoli mednarodno izkušnjo, ki je čim bolj samostojna izkušnja, ki da čim več neke tudi, rekla, življenjske note, neke izkustvenosti tudi na drugi ravni, bodi si formalni, bodi si neformalni in je pravzaprav strast v smislu učenja v življenju. In to seveda vsi izjemno ocenijo. Zato tudi zelo spodbujamo, ne le v mladinskem delu seveda vso mobilnost, ampak in seveda različne oblike sodelovanja, ampak seveda tudi na ravni izobraževanja kot celote. Še posebej smo zdaj podprli tudi projekte skozi Erasmus+, kjer sofinanciramo študente, pa tudi dijakinje iz socialno šibkejših okolij. In če to povežete še s priložnostmi na mladinski ravni, potem je seveda, lahko rečem, ena izjemna mavrica možnosti, kako stopati v svet ali kako povabiti svet k sebi. In če kaj je tudi iz mojih lastnih izkušenj bilo pomembno, je bilo to, da sem na koncu lahko poklicala marsikaterega prijatelja tudi v oddaljenem delu sveta, ki mi je pomagal pri iskanju kakšne rešitve, kjer sva našla kakšno skupno pot, kjer smo si izmenjali mnenja in kjer smo se tudi iskreno družili. Če kaj šteje odnosi. In bolj kot jih znamo graditi in razumeti, bolj si lahko zaupamo in več lahko ustvarimo skupaj. In prav Erasmus+ v celoti je ena najboljših pogruntavščin Evropske unije oziroma Evropske komisije, če povem v vašem jeziku, je tudi eden od najbolj cenjenih projektov, tudi financiran, ki jih je Evropska komisija omogočila. Eno ne ravno anekdoto vedno imamo na mizi, ko se to z ministri pogovarjamo. A veste morda, koliko otrok je že nastalo prav zato, da smo imeli veliko Erasmus projektov, študijskih programov, sodelovanj, pa ne samo na ravni mladih, študentov, dijakov, osnovnošolcev, tudi na ravni učiteljev, profesorjev, pedagogov, mladinskih delavcev in tako naprej. Ampak to pomeni, da nas svet lahko povezuje, če imamo neko skupno vezivo. In zato se mi zdi krasno sporočilo, da je učenje strast. In res hvala tistemu, ki je to danes tako napisal tukaj in da verjamete v to, ampak seveda govorimo o vseživljenjskem učenju. Pa čeprav ste vi še tako zelo mladi, se pravzaprav vsak trenutek, vsako uro, vsako sekundo naučimo nekaj novega. Ali spoznamo nekaj novega, ali pa pride nekaj novega do nas, če to želimo sprejeti, videti in razumeti. To je pa na nas, to je pa tista naša osebna odgovornost in odnos, ne le do nas samih, ampak tudi do drugega. In to, hvala za ta izjemna sporočila. To, da postajate ključni nosilci razvoja, pa mislim, da kar ste ključni nosilci razvoja, še posebej v nekaterih segmentih. Včasih v Sloveniji nismo mogli reči, da imamo toliko inovativnih, kreativnih mladih, ki ustanavljajo svoja lastna podjetja. Danes ste tukaj, danes ste že s primeri svojih praks pokazali, da res verjamete v to, da kdor išče delo, tudi hitreje najde službo. Bodi si, da si jo celo sami ustvarite, na kar smo v Sloveniji še najbolj ponosni. To moram povedati tudi v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Več kot 49,000 mladih je dobilo zaposlitev v zadnjih letih. To je izjemen napredek, da ste tudi v primerjavi z Evropsko unijo. Vi to tukaj dokazujete. In to je prava pot. Tako res hvala in temu se reče, skupaj zmoremo več. In Uroš je to zelo lepo povezal tudi v smislu spodbud iniciativ, ki prihaja ne le iz Modita, ampak seveda tudi širšega razumevanja, kaj vse mladinska politika znotraj MTC-jev vseh vrst, MCT-jev vseh vrst, sem namerno obrnila pravico, lahko doseže. Zato iskrene čestitke. Jaz sem že prej rekla na začetku, da sem navdušena samo, ko sem brala. Zdaj, ko še doživljam in vidim, res
hvaležni, tudi mi tisti, ki smo za kaj še posebej odgovorni, da ste in da to se ustvarjate.